Pozdravljeni! Mnogokrat smo govorili, kako pomembno je razmerje med nizkim zračnim uporom ter visokim aerodinamičnim oprijemom. In danes bomo našo pozornost usmerili v tisto smer, kjer je aerodinamični oprijem bistveno bolj pomemben. Kako ga prepoznati, kakšne prednosti prinaša in seveda skušali razumeti tudi malce tiste osnove, zakaj je tako. Da bomo razumeli, kak doprinos da aerodinamični oprijem sodobnemu bolidu Formule 1, se bomo najprej ustavili na tipologiji prog. Vsaka proga v svetovnem prvenstvu Formule 1 je poglavje zase. A da si malce približamo to problematiko, lahko razvrstimo v določene skupine. Najbolj enostavno je ločiti med hitrimi in počasnimi progami. In to tako, da vzamemo povprečno hitrost na krog in določimo nekaj mejnik. Od te povprečne hitrosti so proge hitre, pod to hitrostjo so pa počasne. Bolj zanimivo je kategorizirati proge na tiste, ki rabijo nizek zračni upor, in one, ki rabijo višji aerodinamični oprijem. To lahko razberemo naprimer iz tabele, ki jo daje na vpogled vsem nam pri Reli pred vsako dirko svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi o tem bomo govorili v nadaljevanju. Najprej moramo razumeti nekaj. Kolikor imamo bolid, ki ima visok aerodinamični oprijem, aerodinamične površine generirajo hočeš nočeš tudi zračni upor. Lep primer Monza leta 1970. Med kvalifikacijami je umrl Jochen Rindt z volanom Lotusa 72. Kasneje je postal svetovni prvak. Zgodba, ki je navdušencem znana. A pozornost bi rad usmeril na njegov bolid. Pri ekipi Lotus so videli, da je bolid imel dobesedno preveč zračnega upora, da ni dosegel dovoljšne končne hitrosti. Zato so enostavno odstranili aerodinamične profile, tako spredaj kot zadaj. Proga v Monzi ne zahteva velikega aerodinamičnega oprijema, zato so skušali težavo rešiti na tak način. Po drugi strani imamo proge, ki so lahko hitre ali počasne, ampak zahtevajo aerodinamični oprijem. Malo kdo bi pomislil, da na Madžarskem in v Veliki Britaniji, na Hungaroringu in v Silverstonu imamo zahteve po visokem aerodinamičnem oprijemu. Podobno kot v Avstriji, na Red Bull ringu in v Monzi so zahteve v obratni smeri. A o tem, kot sem že omenil, bomo govorili, ko bomo skušali razumeti sile, ki delujejo na bolide. Ampak sedaj moramo tudi se malce ozreti v drugo smer. Namreč, kje dobimo največjo hitrost na ravnini ali v ovinku? Ne govorim o končni hitrosti, ampak o generalno gledano hitrosti, ki lahko največ napredujemo v določenem primeru. Pogledali si bomo zopet progo v Monzi, ki je enkraten primer za zgodovinske primerjave, kajti ni se spremenila v mnogih desetletjih. In spomnili se bomo fantastičnega kroga Juan Pabla Montoye v sezoni 2004, ko je med kvalifikacijami v Q1 dosegel čas minute 19 sekund in 525 tisočink. Rekord, ki je zdržal mnogo let. Bil je ta krog eden izmed tistih mejnikov, ki so mnogim navdušencem bili neke vrste svetinja, namreč krog z najvišjo povprečno hitrostjo. To je prišel Kimi Räikkönen in na koncu Lewis Hamilton. Lani v sezoni 2020 je postavil čas minute 18 sekund in 887 tisočink.
spremenilo se je marsikaj. Od pogonskega sklopa, aerodinamičnih pravil, pneumatik, še bi lahko našteval. Razlika med enim in drugim časom 0,81 %. Ja, brali smo, kako fantastičen je bil čas Lewisa Hamiltona, ki je rekord Montoye spremenil za 0,81 %. Zdaj bomo šli v drugo skrajnost, kjer pa vas opozarjam, da sem si vzel malce svoboščin. Namreč, če smo pogledali, kak napredek smo dosegli na progi, kjer je pomembno imeti nizek zračni upor, kaj se je zgodilo približno v istem obdobju tam, kjer se rabi visok aerodinamični oprijem. Primer Monako. Prav tako leta 2004 smo videli, da v Monaku na kvalifikacijah Jarno Trulli minuta 13 in 985. Nas zanima Williams BMW, tisti bolid, s katerim je Montoya dosegel rekord v Monzi. No, na drugem času je bil Ralf Schumacher časom minute 14 in 345. Zato si bom vzel tu svoboščino in vzel ta čas. Prav tako imamo težave v sezoni 2020. Velike nagrade Monaka ni bilo v tisti sezoni. Zato se bomo ozrli na sezono prej, na 2019, kjer je Lewis Hamilton dosegel čas minute, 10 sekund in 166 tisočink. Razlika v času med Ralfom Schumacherjem in Lewisom Hamiltonom 6%. Torej, približno primerljivo v enakem obdobju smo videli, kak napredek so bolidi dosegli tam, kjer je potrebno imeti aerodinamični oprijem. Sedaj, da bomo razumeli, kaj pomeni aerodinamični oprijem v vožnji skozi ovinek, bomo pogledali primer, ki ga je pokazal znani strokovnjak aerodinamike, profesor in znan obraz iz ekip Formule 1, William Tett. Primerjal je hitrost nekega imaginarnega bolida brez aerodinamičnega oprijema z oprijemom v različnih tipologijah ovinkov ter zraven tega v enačbo dodal tudi zmanjšanje aerodinamičnega upora za 25%. Začnimo na začetku. Kot primer vzamemo bolid, ki nima aerodinamičnih profilov, ki bi generirali tisti oprijem. V nekem imaginarnem hitrem ovinku bi ta bolid lahko dosegel v vožnji skozi ovinek hitrost 139,5 km/h. Če bi temu bolidu dodali tisti aerodinamični oprijem, bi njegova hitrost bila 235,5 km/h ali skozi ovinek bi lahko šel 69% hitreje. V srednje hitrem ovinku bi lahko bolid brez aerodinamičnega oprijema vozil s hitrostjo 101,4 km/h. Z pomočjo aerodinamičnega oprijema do 27,6 km/h ali 25% hitreje. V počasnem ovinku se stvari zbližajo. Namreč bolid brez oprijema s hitrostjo 76,6 km/h in z oprijemom s hitrostjo 86,2 ali samo 12% hitreje. Ampak, če bi vzeli 25% tistega aerodinamičnega zračnega upora proč, bi lahko bolid skozi ovinek vozil v prvem primeru samo 7% hitreje, v drugem primeru 0,34% hitreje in v tretjem primeru samo 0,2% hitreje. Torej,
vidimo lahko, zakaj v ekipah Formule 1 so opustili tisto željo, da bi bili bolidi taki, ki bi lahko dosegali samo čim višjo končno hitrost. Ampak sedaj moramo razumeti tudi, zakaj je bilo toliko govora na začetku okrog same tipologije proge in kako mi to vidimo na tabelah, ki nam jih daje Pirelli. V tabeli Pirellija vidimo razne vrednosti, ampak najbolj pomembna danes je bočna sila. Zakaj bočna sila? Ko bolid gre skozi ovinek, nanj deluje centrifugalna sila. Centrifugalna sila je nekaj, kar vsi mi občutimo, ko se vozimo skozi ovinek v osebnem avtomobilu. Namreč, kolikor zavijemo v desno, občutimo, da je neka sila, ki nas tlači v levi del, na zunanjo stran ovinka. Isto se dogaja v bolidu Formule 1. Namreč, kolikor zavija bolid v desno, ga centrifugalna sila teče v levo. In zato mora bolid ustvariti nasprotno centripetalno silo, enako, ampak nasprotno centrifugalni, ki ostane na istem mestu in tako zvozi tisto krožnico, ki jo kličemo ovinek. Sila, centrifugalna sila je enaka masi krat radialni hitrosti na kvadrat, deljeno s polmerom tistega kroga, ki ga riše. In zopet vidimo, da je tu hitrost na kvadrat. Hitreje, kot se gre v ožji ovinek, višja je sila pri isti masi. Torej, sedaj smo prišli do tistega, da so pnevmatike kot element, ki drži stik med bolidom in seveda podlago, tiste, ki, ko čutijo bočno silo, nekako ponazarjajo, kolikšen je tudi aerodinamični oprijem na določeni tipologiji proge. In seveda sedaj, da malce obnovimo in zaključimo. Mnogi navdušenci so izjemno navdušeni nad visokimi končnimi hitrostmi, ampak končna hitrost je nevarna, posebej v ovinku. Namreč, ukolikor ne pride do nekih tehničnih težav, ukolikor ne razžene pnevmatike, se večina izletov iz proge zgodi pravzaprav na ovinku, na zaviranju v ovinek, v pospeševanju izven ovinka. Višja kot je hitrost, ko se vozi skozi ovinek, večja je verjetnost, da bo voznik skupaj z bolidom z izjemno visoko hitrostjo preletel v zaščitno ograjo in to potencialno pomeni nevarno situacijo. Ampak videli smo, da na vsaki tipologiji proge pravzaprav več pridobimo v ovinku kot na sami ravnini. Zato lahko tudi razumemo, zakaj pri FIA se trudijo zmanjšati aerodinamično učinkovitost, kar se tiče oprijema iz sezone v sezono. Ne gre toliko, da bi nagajali raznim ekipam, kot to, da res skrbijo za varnost voznikov. Namreč, ukolikor hitrosti postanejo previsoke, potencialno pri vsakem izletu iz proge je možnost, da bi se komu kaj zgodila, toliko večja. Ampak zanimivo je to, da ko nam kažejo določene grafe, se nikoli ne spomnijo, da bistvo hitrega kroga v svetu Formule 1 je mnogokrat skrito v ovinku, ne toliko na ravnini. Vsaj odstotek, ki smo ga videli, ko se je Formula 1 spremenila, nam kaže na to. Kar se tiče tega hitrega in kratkega opisa o pomenu aerodinamičnega oprijema, bo zaenkrat to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.